Pod okriljem občine Križevci in partnerjev projekta Prostovoljno gasilsko društvo Logarovci, Mlin Stajenko ter kmečki turizem Darinka Kolar je v Logarovcih potekala prva prireditev v okviru projekta Kmečki bal, kjer so predstavili tradicionalno žetev, kakršno so nekoč opravljali naši predniki. Udeleženci so obudili stare običaje, uživali v druženju ter okušali dobrote vaških ekip in tradicionalne ajdove krobce, ki so jih pripravile pridne gospodinje. Več o namenu dogodka nam je povedal župan občine Križevci Branko Slavinec. Ta dogodek seveda predvsem je namenjen našim prednikom, njihovemu delu, njihovi srčnosti, povezanosti in to želimo tudi obuditi, prikazati, kako so delali oni v preteklosti, da bodo tudi sedanje in tudi prihodnje generacije vedeli, kako so oni živeli. Predvsem pa je ta dogodek namenjen povezovanju naše skupnosti. Moram res povedati, da sem zelo vesel, da so se odzvale vseh 16 vasi iz naše občine, torej občine Križevci in nekatera društva, tako da bo res danes tukaj zelo prijetno. Namen bo dosežen, torej povezovanje, druženje in pa tudi obujanje naše tradicije, torej samega življenja naših prednikov, dela in pa tudi kulinaričnih vsebin, ki so jih pripravljali. Kako je dogodek pomemben za občino Križevci? Zelo pomembna zadeva, mi smo ta projekt pripravljali kar nekaj časa, s tem projektom smo se tudi prijavili na poziv lokalne akcijske skupine Prlekija in je bil tudi ta projekt prepoznaven kot najbogatejši, najboljši in tudi najboljše ocenjeni. Tako da moram povedati, da smo zelo ponosni na to, ponosni smo tudi na svoje korenine, na svojo prleško identiteto in naše prednike, ki so nam zapustili bogato dediščino. In to je tudi naša dolžnost, da potem širimo naprej. Več o tradiciji praznika žetve v Logarovcih predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Logarovci Marjan Kolar. Ja, v Logarovci imamo to že 51 let, je že ta tradicija žetve, praznika ob žetvi. Letos pa imamo ročni prikaz žetve snopja, tako so delali naši predniki nekoč, bomo danes to na polju prikazali in izvedli, tako da je to ohranjene stare dediščine, etnološki način, vsekakor bo zelo zanimivo za vse obiskovalce in pa za tudi vse nas, pa za naše krajane občine Križevci in pa širše. Mi ohranjamo to tradicijo, ki je že izgubljena. Tudi orodje smo obnovili na stari način. Moram povedati, da določena orodja ne morejo mojstri, najboljši mojstri, ki jih pač imamo, ki imajo najboljšo opremo, kaj je možno v lesarstvu, ne morejo narediti tega izdelka, kot so ga naredili naši predniki ročno. In zdaj iščemo, na kak način to naredimo. To so določene specifične zadeve, les je vedno isti, ampak način se dela izgubil. Zato je to pomembno, da mi to ohranimo in definitivno orodje imamo za vse, šli bomo naprej in še mladi se bodo naučili. Obiskovalce so razveselile domače dobrote, ki so jih pripravljale pridne kmečke ženice, med njimi tudi tradicionalni ajdovi krobci, ki ohranijo spomin na kulinarično dediščino naših prednikov. Mi se zelo rade udeležujemo. Kot vidite, na mizi imamo zobel pa kruh, pa pocane murke. Seveda pa je dobro tudi, če še falat meso coj. Tako še tudi stinke meso imamo. Imamo tudi postržjač, cvirkovice, kifelčke razne. Bomo pa se tudi udeležili še zdaj ajdovi krabcev, ki bomo tudi smo na pobudo tudi župana. Ta dogodek je pomemben za našo občino, za nas, za druženje. Ženske smo itaki vesele, vse srečne, ko lahko od doma odidemo, pa rade kuhamo. Tudi lani smo že bili v Kulkunetki, smo bili z golažom. Lepo je. Na dogodku ni zadešalo le po domačih dobrotah in obloženih kruhkih, temveč tudi po slastnem golažu, ki je popestril prijetno druženje ob predstavitvi tradicije. Zakaj se je ekipa iz Ključarovec udeležila tega dogodka? Zaradi druženja, predvsem zaradi druženja, puno ljudi pride, pa da vidimo te stare običaje. Pa ko mladi vidijo, kako se kuha gulaš, resen gulaš, ne g. O dogodku pa? Odlično, super.
Vsa čast občini pa župane pa vsem. Poleg žetve so pomemben del ohranjanja dediščine tudi tradicionalne domače jedi, ki povezujejo generacije in ohranjajo spomin na naše prednike. Več o pripravi ajdovih krobcih predsednica Kulturnega društva Križevci Silva Duh. Temi starimi običaji je poleg žetja snopja tudi recimo peka in pa kuhanje raznih jedi, ki so jih takrat pripravljali, in za to naše področje je recimo zelo značilna peka ajdovih krobcev, ne. Včasih sem sama še rekla ajdovi krapci, ampak so me poučili, da kropec pride iz tega, ker se ajdova moka skupaj z malo pšenične moke popari z kropom in iz tega izhaja ime kropec. Se pravi, ajdov kropec. Želeli smo vključiti čisto vse vasi v občini, tako da so dejansko vse vasi prijavile svoje ekipe za kuhanje golaža. 2 vasi nista prijavili ekip za peko krobcev, ampak so se predstavniki 2 društev udeležili potem, tako da jih imamo vseeno 16 skupin v eni in drugi skupini, in ti bodo zdaj, ko bomo oznanili recimo, da bo začetek po vrstnem redu, ki smo ga izžrebali, začeli pripravljati to testo in potem ga bodo tudi nadevali. Torej, ker smo pridobili določena sredstva na razpisu, je občina priskrbela surovine, take prave domače, ne, se pravi ajdovo moko, ki jo imamo tukaj iz domačega mlina, lastnik sodeluje v tem projektu kot sonosilec, potem imamo pšenično moko tudi domačo, imamo domačo skuto in pa domačo kislo smetano. Zdaj, ko bo se pravi določena ekipa na vrsti, bodo dobili vse te sestavine in bodo jih takrat zamesili z kropom in bodo jih natanko razvaljali, se pravi obložili z maso, ki jo bodo pripravili iz skute pa z kisle smetane in malo sladkorja, pač odvisno kako kdo dela, in to bodo potem dali peč v peč, ki so jo naši fantje domači pripravili prav ta namen. Prej ta peč ni obstajala, je pa taka, kot so jih včasih imeli, recimo krušne peči, in bodo jih takrat spekli. Prikazu tradicionalne žetve snopja so se pridružili tudi kmetje iz sosednje Avstrije. Moram reči, da imam kmete za Avstrije tu na ogledu, bi rekel, tega dela Slovenije. Smo včeraj prišli, nekaj kmetij pogledali in danes je to bil lep zaključek, da si to malo pogledamo, kako vi tradicije živite. Mislim, da je to lepo, taka gasilska veselica z kmečkimi, bi rekel, starimi orodjem, pa tudi z prezentacijo. Mislim, da je to, bi rekel, avtentično in paše regiji. Spominje na ročno košnjo nekoč in način, kako so to opravilo izvajali naši predniki, je z nami delil domačin Milan Kovačič. Glejte, mene je oča nekda včija, je rekel tak, sine, pri delu moraš uživati. To pa je pomemben dober cejak. Če si dobro koso sklepaš, pa pripraviš se, boš dosta lažje dela. Kdo pa je fejst vroče, te pa idi v senco. To se je nekda peški žalo, in ucali smo to 4 ljudi. Eden, ki je žeja kosec, raslo pa so zato, ker se lepo, kdaj se požeje, nastavi to, kad tista, ki žanica gor bare, ka lažje bare. Te pa je tretji, ki povrista dela, pa 4, ki veže tote snope. Te pa so bili mladi deca, ki so to snope nosili, te pa se je to zlagalo v hrostave ali pa v križe. Te pa se je to posušilo te dni, potem pa se je odnoter pevelalo v gimlo, te pa smo čakali danfar. Glejte, tako je bilo. Žalo se je nekda začelo, kaj je rosa dol podnela. Te pa se je dopudne žalo, te pa se je šlo v senco ležati do 3-4, kaj ni več tako vroče bilo, te pa dale. Nekda smo si več cajta vzeli za počitek, ne zdaj pa sama sila. 81-letna domačinka Sonja Stajnko nam je povedala, kako so ženske v njeni mladosti sodelovale pri žetvi snopja. Na glavi je nosila več kot 60 let staro ruto, ki je bila del tradicionalne kmečke oprave. Zjutraj smo se zbrali te žoke in smo pojeli žganke, hadinske ali pa krompirove, co je bilo kafe na vodno. Te smo šli na Ivo pa tam delali
Bili smo pridni, bili smo si dobri, smo eden drugemu pomagali, ni je bilo tega, kak je pač zdaj včasih. Tako je bilo zelo lepo živeti. Poleg smo se smijali, gučali vice, včasih tudi podoč kakšno zapeli in je bilo fejst lepo. Za malico je bila zobel pa kruh, potem za kosilo pa šalota, pa pohano ali pa paprikaš ali v glavnem, kak je tudi kmet zmoga. Včasih je bilo bolj dobro, včasih pa pač malo meje bogato. No in te budne je bilo frej in moški niso imeli frej, so mogli si sklepati kose, ko so lahko dale kosile. In tako je mina tisti dan za večerjo so bile kvasenice, za malico so bile kvasenice, večerjo pa smo imeli te doma. Nekdaj so ženske bile oblečene tako, kako so tisto pač imele, vse tisto domačo, dolge krila, dolge jenke, razkošne firtohe, pa bele bluze iz lana je bilo tisto kroče, drugače pa rute, absolutno ruta nazaj zvezana, tako kot jo imam tu zdaj jaz, ki je stara 60 let, ta ruta. Na dogodku smo srečali tudi kolarja Edvarda iz Stare Gore, ki se lahko pohvali s kar 53 pokali, osvojenimi na tekmovanjih v ročni košnji. Tako že dolgo tekmujem, že kot otrok samo, ker očeta hoditi kositi, tako zdaj nem kositi, Kaj je pri ročni košnji najpomembnejše? Edvard nadaljuje. Lepa pšenica, ki je ravna, ki ni poležena, se lahko lepo snopja napravi, V ekipi smo bili kosec, poberalka pa vezalka, Tako smo v ekipo delali. Kmečki bal ni samo prireditev, ampak tudi način povezovanja ljudi, spodbujanja sodelovanja med društvi ter priložnost za predstavitev tradicije mlajšim generacijam. Projekt je pokazal, da imajo takšni dogodki velik pomen za razvoj kraja, saj prispevajo k turizmu, promocijo lokalnih ponudnikov in krepitvi skupnosti. Najbolj pomembno pa je, da se s takšnimi prireditvami ohranja identiteta kraja in spoštovanje do preteklosti. Zato je kmečki bal več kot le dogodek. Je del kulturne dediščine, ki jo je vredno ohranjati tudi v prihodnje.